Kot vidite, moj vrat in moj obraz, mislim, ne gre, ne? Medtem, ko tukaj se lepo zliva eno z drugim. Čau, punce! A sem videti kaj čudna? Ja, ne? Ok, danes sledi video s 5 najpogostejšimi napakami, ki se ti lahko zgodijo pri ličenju. In da ne bom izgledala čisto zmešana, zakaj je moj obraz Vigi krema, gremo raje k napaki številka 1. Napaka številka 1, izbira pravega pudra. Zdaj, preden pa se bomo pudra sploh lotile nanašati, pa je pomembno, da nanesemo primer. Jaz bom na eno stran obraza nanesla primer, na drugo pa ne. Celoten tale tutorial bo tako potekel. Zdaj, zakaj skozi poudarjam ta primer, ne? Predvsem, ko ga nanesemo na kožo, poskrbi, da se bodo vse ti naše porice manj videle, jih bo kar tako kot nekako zgladil. Zgladil bo tudi naše gubice in nasploh bo ustvaril neko tako plast, ker koža čez dan odloča snovi in primer bo torej poskrbel, da naš make-up na koncu ne bo izgledal tako razpackan, ampak bo ostal na obrazu še vedno tak svež in primeren, ne, da sploh hodimo po teh naših opravkih. In torej, evo, na svojo desno stran bom nanašala, če temu tako rečemo, same ustrezne produkte, na drugo stran pa vse, ki jih ne smeš uporabiti. Moja koža je trenutno malo rdeča in taka boga, ker sem bila v nedeljo drugače pri kozmetičarki in mi je stiskala te ogrce in naredila eno tako ta pravo nego, tako da se še malo rehabilitira, oziroma tako da zdaj trenutno malo prihaja k sebi. Ok, ko je primer nanešen, je fajn, da počakamo kakšno minutko, 2, da se usede na naš obraz, potem pa se torej lahko lotimo nanašanja pudra. Kaj se opažam pri puncah je, da sploh ne znate oziroma ne znajo zbrati pravega pudra. In pravi puder boš zagotovo lahko zbrala tako, da boš najprej vedela, kakšen tip kože sploh imaš. Tipi kože so 4. Prvi je normalen, drugi je suh, tretji je masten in četrti je mešan. In zelo fajn je, da to ugotoviš, ker le tako boš potem lahko zbrala tudi ustrezni puder za tebe. Zdaj za masno in tako mešano kožo bi jaz priporočila pudre, ki so bolj na tej vodni osnovi, ki poskrbijo tudi, da je končni izgled tak matiran, se pravi, da se ne boš svetla, kot se masna koža zelo rada. Pri puncah suho in normalno kožo pa je ravno obratno, se pravi, da zbiraš pudre, ki so bolj na tej oljni osnovi. Te potem poskrbijo, da dodaš koži ta lesk, svežino in na koncu izgleda tako vse tako, da smo zdrave, sveže, kada bi lih kar prišle z enega dopusta. In še ena stvar je zelo pomembna, ko boš šla kupovati puder, in to je naš podton. Podtoni pa so 3. Prvi je hladen, se pravi tak bolj roza, drugi je topu, bolj rumenkas, tretji pa je neutralen. Ok, kako lahko ti zdaj doma ugotoviš, kakšen podton imaš? Čisto enostavno in to po tvojih venah, enostavno se poglej v zapestje in boš tako lahko ugotovila, kakšen puder potem kasneje kupiti. Kako torej to storiš? Pogleda se v vene in prvo, če so tvoje vene bolj take vijolične oziroma modre, je tvoj podton hladen, se pravi roza. Če so tvoje vene bolj takšne zelenkaste olivne, je tvoj podton topu. Če pa se ne moreš čisto odločiti, a tvoje vene potegnejo bolj na zeleno, bolj na modro, bolj na vijolično, pa je tvoj podton neutralen. Ok, lotimo se torej dela. Na eno stran bom torej nanesla puder, ki ustreza, na drugo stran pa ne. Mislim, da bo razlika zelo očitna. In zdaj, ko si v trgovini, je včasih zelo težko ugotoviti ustrezen puder za tebe. Eno pravilo, ne ga nanašati na roke. Če je kdaj veljalo, da ga naneseš tule malenkost na zapestje, stop, preklicujem to pravilo, nanes ga tukajle na vrat, mogoče pa še bolj kar na čeljust. Čeprav v trgovinah so te posebne luči in ko boš prišla na dnevno svetlobo, bo lahko izpadalo čisto drugače, tako da nažalost boš lahko šele v zunaj ugotovila, ali si kupila prav puder za tebe ali ne. Tako da, če imaš kakšen zgrešen nakup, nič hudega, lahko pudre še vedno mešaš. Na moj obraz bom zdaj nanesla puder, ki mojemu podtonu ustreza, in to je hladen podton. Številka tega mehkega pudra pa je A26.
Zdaj poleti verjetno hodiš ali na morje, ali v hribe, ali kam drugam in kaj se zgodi, tvoja koža valjda dobi neke barve, tako da boš cel puder skozi celo leto zelo težko uporabljala in ga boš mogla seveda spreminjati po zimi malo svetlejšega, poleti malo temnejšega, tako da tudi opazuj, da se prilagajaš tvoji barvi, ne, ki jo dobi skozi leto. Ok, tako, s količino pudra nisem pretiravala, ker imam v mislih, da je tole dnevni make-up in ga zagotovo ne sme biti preveč. Zdaj na drugo stran pa bom nanesla veliko temnejši puder, ki mojemu obrazu sploh ne ustreza. Tale pa je od Etrebel in sicer številka 9. Prvo, kar je, da je pretemen, potem pudra ne sme biti preveč, če ne zelo hitro izpade, kot da imamo tisto masko in na dnevni svetlobi se to čist preveč vidi. Saj za zvečer si mogoče lahko še privoščimo malenkost več pudra, čez dan pa zagotovo ne. In tudi napačno prepričanje je to, da boste punce s pudrom, temnejšim pudrom, dosegle videz, da ste bolj zagorele. Tudi eno pravilo, nepisano pravilo, ne vem, kdo si ga izmislil, v glavnem ne drži nikar, ne izbirajte temnejšega pudra v misli, v želji, da boste tako izgledale bolj zagorele, ker boste izpadle smešne. Več kot očitno pretiravam, ampak res želim ponazoriti, kaj lahko naredi razliko, pravi oziroma ne pravi odtenek pudra. No, pa še malo po ušesu. Ok, upam, da bom lahko ostala resna, da nadaljujem tale tutorial, ker sem... O, bog pomagi. Druga napaka, ki se ti lahko zgodi, je preveč rdečila oziroma bronzerja. Zdaj rdečilo ne smete pretiravati, ne. Ponavadi rdečilo nekatere nanesejo kar tako, da vse povprek, malo po ličkih, nima ne repa, ne glave to nanašanje in izgleda tako, kot da bi nas nekdo malo udaril po obrazu ali da smo za kakšno maškare se ravno kar naličile. Skratka, tudi z rdečilom ne smemo pretiravati. Cilj je torej, da naši koži naredimo ta zdrav videz, ker s pudrom smo spet prikrili to naravni videz naše kože, tako da sam majčken ga je treba dodati, nič pretiravati, nekako najlažje pa ga boš nanesla takole, da začneš kar na vrhu tule ličnic, pa potem postopoma potuješ proti torej notranji strani obraza. In potem še bronzer. Zdaj, nič ni narobe, če uporabljaš oboje, lahko, ampak spet ne sme biti preveč, prehodi morajo biti zabrisani, ne smejo se videti nobene ostre črte. Tule se ga sploh ne bom lotila nanašati, ker po moje se sploh ne bo videl, ker je puder čist pretemen. No, tule pa lahko torej takole malenkost dodamo, usenčimo in dodamo našemu obrazu majčken dimenzije. In kot sem že v kar nekaj svojih tutorialih razložila, lahko dodamo tule bronzer tudi malenkost na čelo in tako še malce utoplimo naš obraz. Napaka številka 3, premočno in nenaravno senčenje oči. Zdaj v osnovi naj bi bile barve oči 3, to so modra, zelena in rjavkasta. In glede na barvo oči paše tudi različne senčke. In nekako velja, da zelenookim lepotičkam paše bolj taki vijoličasti, rjavi, rdečkasti odtenki. Zdaj modrookim puncam, tudi sama imam modre oči, paše bolj taki zemeljski toni, ker če si predstavljate tisto okroglo modro paleto, ko smo se, mislim, da učili tam v osnovni šoli, je nasproti modre oranžna, ja, oranžna in se pravi, potem modrim očem nekako najbolj paše taki rjavi toni, se pravi, kakšna oranžna, rjava, zlata. No, rjavookice pa imate to srečo, da vam nekako paše vsi odtenki, tako da se lahko ful igrate. Takole za čez dan ni glih primerno, da naredimo nek smoky eye, se pravi, ful močno naličene oči. Jaz vas bom malo približala. Vem, od blizu videti še bolj grozen. Se pravi, premočno, nek smoky eye, takole, ne, vse povprek in kaj se ti lahko še zgodi, da ne zabrisuješ. Jaz sem že malo začela, poklicna deformacija. Skratka, da uporabiš črne odtenke čez dan, ker bo videti ful nenaravno, ne blendaš, ne zabrisuješ, pustiš, da so vse te tvoje linije take ostre, skratka, blendanje je res ključno.
pa potem še malo na spodnji del očesa. Ni videti fajn. Če kjer zanima, sem uporabila paletko od Makeup Revolution. Zdaj za tole pravilno stran pa bom uporabila paletko od Makeup Milano. By the way, ful dobra firma. Sem videla na Facebooku njihovo spletno stran, sem rekla, nekaj novega moram preizkusiti in sem naročila nekaj stvari in moram priznati, da sem ful zadovoljna, tudi tole trojno paletko sem uporabljala in je, upam, da me sploh kdo jemlje resno. To paletko sem že uporabila in je izpadala res lepo, tako da pejte prečekirati spletno stran Makeup Milano. Bistvo torej je, da zabrisuješ, da ne pustiš teh ostrih linij. In sledi napaka številka 4, premočne in nepravilno oblikovane obrvi. In zdaj kako izbrati pravilno barvo za tvoje obrvi? Nekako velja, da temnolase punce pravilno barvo izberejo tako, da pogledajo svoje lase in se odločijo za 2 odtenka svetlejšo barvo za obrvi, jasno? Medtem ko blondinke oziroma svetolase punce pa ravno obratno, se pravi 2 odtenka temnejšo od svojih las. Za svojo pravilno stran obraza bom uporabila paletko od Anastasia Beverly Hills za blondinke. Zdaj o barvi smo povedali, kako jo določiti, zdaj pa še oblika, kako jo določiti, ne? Obstaja eno pravilo 3 točk, s katerimi lahko natančno določiš, kako naj bi tvoja obrv potekala. Enostavno lahko tvoj čopiček pomočaš za začetek, če to pač dela senčko v torej samo njo, in se s čopičkom postaviš, vas bom malo približala, in se torej s čopičem postaviš tule na konico tvojega nosu. In tule, kjer je torej tudi začetek tvoje veke, naj bi se začela tvoja obrv. Moja sicer ni glih čist po teh merilih, ker še nekako spiram to japonsko metodo, tako da, ampak ne, če so tvoje obrvi bolj oslabljene, redke, nekako prvo začetno točko določaš tule, kjer se tudi tvoj uček začne. Potem, kje naj bo najvišja točka tvoje obrvi? Enostavno, spet s čopičem se postaviš tule na začetku oziroma na konici tvojega nosu, gledaš, da greš čez veko, se pravi takole diagonalno čez tvojo zenico, in tvoja najvišja točka naj bi bila potem tule. Obrv mora se pa potem seveda še končati, ponovno se postaviš na konico nosu, se pravi tule, in greš, se pravi, ob kotičku tvojega očesa, tu pa določiš končno linijo, se pravi takole, se postaviš čez tole zadnjo črto, in evo, mojo obrv treba še malenkost podaljšati. Zdaj, s čim si boš oblikovala obrvi, je čisto odvisen, obstaja že ogromno enih pripomočkov, od senčil do barvic, do gel takih senčil, tako da po želji, ne, moraš testirati, moraš ugotoviti, kaj tebi najbolj paše, kaj pri tebi zgleda najbolj naravno. In če bi hotela pretiravati, bi verjetno naredila predebele, prečrne, premočne, kar se zelo rado zgodi, ker lahko je make-up ful lep, ful dober, ampak če obrvi nekako na koncu, ko pogledaš punco, preveč sekajo ven, tudi ni v redu, ne. Jaz včasih, ko gledam svoje kakšne stare slikce, tudi vidim, da sem naredila majčkeno premočne, tako da sem ugotovila, dojela kakorkoli, da moram malenkost jih stanjšati. Gremo na korak številka 5 in to je povečava ustnic. Zdaj, v enem tutorialu sem že govorila, kako si naravno povečati ustnice, ampak ker se mi še zmeraj zdi, da je to ena najpogostejših napak, ki jih punce delajo, bom to tudi vključila danes v svoj tutorial. Zdaj, napačno velja, da boš svoje ustnice povečala tako, da boš šla čez rob tvojih ustnic, se pravi, da boš naredila to. Najprej jih boš seveda obrobila čez tvoje ustnice, potem pa še fajn zafilala, ne? Še barva šminke, če katero zanima, 08 Enigma od Kiko.
In potem veselo pobarvaš v želji, da bi bile tvoje ustnice večje. Ampak ne, zelo hitro je lahko to videti umetno, nenaravno, tako da ustnic ne boš povečala na ta način. Obstaja pa en drug trikec. Prvi je, da se držiš tvoje naravne linije ustnic. Se pravi, nič ne gremo čez, ampak se držimo oblike. Potem prav tako pobarvamo ustnice z ljubo šminko. Potem pa na spodnjo ustnico dodaš majčkeno bleščila. Jaz rada uporabljam kar tole paletko od youtuberke Carly Bible. In sicer dodaš nekaj osvetljevalca na spodnjo ustnico. Zdaj, če bi bile obe strani obraza normalne, bi to mogoče še prišlo do izraza, tako pa pač ne. Tako da lahko posežeš po tem trikcu, ko boš delala normalen make-up. Ok, to je to, punce. Upam, da si se ob tem tutorialu zabavala. Jaz grem zdaj takole na kakšno kavo, da se ne grem čim prej sprot. Mi se vidimo torej v naslednjem videu, ki ga pripravljam zelo kmalu. Tokrat sem upoštevala vaše želje, ki ste mi jih zapisali na Facebook. Torej, pejte pogledat, kaj sledi, da bo še malo presenečenje. Lahko mi torej slediš na Instagramu pod Eva Centrih ali pa na Facebook profilu Evina lepotilnica. Upam, da si uživala v tem tutorialu, malo drugačen, pa upam, da je bil vsem poučen. Lepo se imej do naslednjič in se gledamo kmalu. Čau!